Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Sprememba je večna stalnica. Vsi si jih želimo. Po drugi strani pa, ko bi bilo potrebno narediti tisti ključni korak, mnogokrat obstanemo in ga ne naredimo. Le zakaj? Kaj se dogaja, da pravzaprav ostajamo v nekih situacijah, ki nam ne ustrezajo, ki nam niso všeč, za katere vemo, da bi morali ven iz njih, pa vendar obstanemo kot vkopani, kot paralizirani. Ja, to so mehanizmi naše duše, našega duha, naših čustev, kdo bi vedel česa vse še, mogoče celo genov, pa še marsikaj bi se najbrž lahko dodalo. Po drugi strani pa, zakaj ne bi izkoristili neke strokovne pomoči, ki nam pomaga, da bi morda pa ravno te korake, zaradi katerih bi radi zaživeli drugače, naredili s pomočjo teh strokovnjakov. Zaživeti drugače je naslov te oddaje. V ravnovesju telesa, uma in duha. Gostja Barbara Škobrne, učiteljica na Duhovni univerzi. Pozdravljeni, Barbara. Pozdravljeni. Tako lepo je tole, zaživeti drugače, v ravnovesju telesa, uma in duha. Zgleda zelo preprosto, ampak kot človek, tako kot sem že prej rekla, ko si pred tistim korakom, ko bi bilo treba vendarle vse pustiti za seboj in storiti korak naprej, tolikokrat odnehamo. Ali pa rečemo, saj bom jutri. In potem je ta jutri, pa še jutri, pa še jutri, pa še jutri, pa še jutri. Kaj je pravzaprav tisto, zaradi česar ne upamo zaživeti drugače, kljub temu, da si recimo to neskončno želimo? Mislim, da so tukaj različne stvari. Ena stvar so naše pričakovanja, ko si želimo kar od danes do jutri zaživeti drugače, ne? In popolnoma spremeniti določeno stvar. Bodi si, da gre za prehranske navade, ali da gre za kakšen odnos, ali da gre za delo na sebi. Ker za spremembe, vsaj za globlje, je potreben nek čas. Druga stvar pa, ki mislim, da je tukaj v osnovi, so naše predstave. Mislim, da je vzrok tega, da nam je tako težko narediti ta premik v življenju, pogosto v tem, ker smo zafiksirani v določena prepričanja, kako naj bi stvari izgledale. Enkrat mi je nekdo rekel, da pravzaprav lažje bi umrl, kot spremenil svoje mnenje o določeni stvari. In to ni tako redka stvar, tako ko opazujem ljudi in se pogovarjam z njimi. Naš razum je tudi omenjen v trikotniku tega, kako ustvariti neko novo harmonijo telesa, razuma in duha. Nam je lahko izredno v pomoč, kadar sledimo določeni ideji in nas v tem podpre, ko energija sledi misli, kot pravijo okultisti. Po drugi strani je pa lahko tudi izredno rigiden, zafiksiran, vkopan. In potem iz te vkopanosti presojamo stvari, jih gledamo, se da spremeniti, se ne da nekaj spremeniti. Tako da recimo večna modrost pravi, da je lahko razum ubijalec resničnosti. Ravno zaradi te zafiksiranosti in vkopanosti nam ne dovoli, da bi videli malo širše in neke druge možnosti, ki bi jih lahko ubrali, da bi zaživeli drugače. Po drugi strani, pa kot sem nakazala, ima izredno moč, če se odpovemo malo te svoje rigidnosti, če nehamo kot opica skakati sem in tja, tudi to je ena izmed njegovih lastnosti razuma. Ampak podpremo tisti impuls po spremembi. Tako. Poglejte, nekaj zanimivo, recimo to, kar ste zdaj govorili o razumu. Pravzaprav živimo v času, ki je razum postavil na piedestal. In po drugi strani vidimo, da je razum lahko veliki saboter, zaradi katerega pravzaprav smo lahko zelo nesrečni. Kako pa najti ravnovesje? Pa sva tam, v ravnovesju telesa, uma in duha. Ravnovesje. Da, ravnovesje, ta beseda, sam ta izraz se mi zdi krasen. Osebno mislim, da je za ravnovesje potrebno imeti ali pa dobro imeti 3 oglišča. Ker že iz srednješolske geometrije vemo, da so potrebne vsaj 3 točke, da je ena ravnina stabilna. Sicer ravnovesje pomeni eno stabilnost, pa hkrati tudi eno dinamičnost, oboje. In lahko začnemo pri razumu. Lahko čutimo ali pa vidimo, ko opazujemo življenje okrog sebe, da ne želimo živeti tako, kot živimo. In vedno več ljudi to prepoznava.
Ali živimo v stanju nekega ravnovesja? Ali živimo v stanju nekega ravnovesja? Če smo zelo iskreni, ne, živimo v stanju nekih utečenih, spet zafiksiranih oblik življenja od jutra do večera, od tedna do tedna, v lovljenju tistih minut, pol ure, urco, dneva, na vsake toliko časa, ko se lahko ta rutiniziran ritem malo sprosti, ustavi, da začutimo sami sebe. Torej, mislim, da je ta potreba nekje nas spodbuja k nekemu prepoznanju, pravzaprav želim živeti drugače, tako da lahko preko prepoznanja nekaj napravimo, tisti prvi korak. Najpogosteje bi rekla, je pa to naše telo, ki nam nekaj sporoča. Marsikdo bi rekel, še danes ne bi spremenil svoje prehrane ali se ne bi začel bolj aktivno ukvarjati s kakšno rekreacijo, če ne bi bilo zaradi zdravstvenih razlogov. Pravzaprav, če takole pogledamo okrog sebe, verjetno je zelo veliko ljudi, ki si želijo živeti drugače. Namreč neko vsesplošno nezadovoljstvo je. Zdaj, ali je to nezadovoljstvo zaradi nezadovoljstva, ali je to nezadovoljstvo recimo zaradi želje po spremembi? Jaz bi rekla, da drugo. Mislim, da je to objektivno nezadovoljstvo, ker nekje v našo zibelko nam je bilo kot seme položeno eno hrepenenje po enem radostnem življenju, po življenju v eni harmoniji. Sicer mislimo, da nam jo bojo prinesle delo, odnosi in kaj takega in dostikrat se to tudi zgodi. Ampak danes, če pogledamo, kot ste rekli, okrog sebe, poslušamo poročila, se res razjeziš. Po drugi strani mi je bilo zanimivo, včeraj sem šla po opravkih in na enem semaforju je bil nalepljen listek v angleščini, danes v glavnem govorimo in razumemo vsaj vsi angleško. Press to reset the world. Pritisni, če hočeš resetirati svet. Resetirati tako kot pri računalniku, ko je preveč vseh informacij oziroma tistega računalniškega dogajanja in ti vse zablokira, moraš resetirati programe. In nekdo je šel in je polepil take listke, tam, kjer se pritisne lučka za pešce. In mi je bilo zanimivo, sem opazovala ljudi, ki so sicer bili zatopljeni v svoje misli. Ena ženska je šla, potem je opazila ta listek in tak je pritisnila na gumbek. In jaz sem tudi pritisnila. Tako kot se mi zdi, da obstaja kot bujenje, vse to že nekaj časa traja, lahko tudi to spremljamo pravzaprav, ko glas ljudstva, glas množic želi to spremembo. Mislim, ljudje čutijo, da želijo živeti drugače, bolj pošteno, bolj pravično, bolj v stiku z naravo, bolj v stiku s seboj. In vse to pomeni eno večje ravnovesje, kot je dan danes. Ker svet, kakršen je dan danes, deluje izključno na izključujoči logiki. Recimo, jaz tukaj znotraj in svet tam zunaj. In svet naj se prilagaja meni. Absolutno. Jaz sem tukaj sam izoliran in svet, karkoli je že to, naj si gre za naravo, naj si gre za potrebe ljudi. In po drugi strani, ravno zaradi tega neravnovesja, narašča potreba v posameznikih, ki so dovolj nekje prebujeni, ozaveščeni, da želijo stopiti skupaj. In tudi take mečkene akcije, presetirajmo svet ali pa dost imamo, ali kakorkoli, spodbujajo k temu, da bi se prebudili in da bi ukrepali. In začnemo lahko pri sebi. Kam pa sodi duh? Zdaj sva govorili že o telesu, o umu, zdaj sva pa še pri duhu. Namreč duhovna univerza vendarle je duhovna univerza zaradi tega. Lahko bi rekli, da je duh v srčiki naše duše. In ko rečem duša, ne mislim nič religioznega ali nobenega bitja s krilci ali kaj takega metafizičnega, ampak mislim tisto najgloblje, kar smo v resnici mi sami, kar je vsak človek, ne glede na to, kako dober ali
slab, ne, je globoko v vsakem človeku, taka, kako bi rekli, kot iskra lepote, svetlobe, dobrote, ljubezni, ustvarjalnosti, iskra čiste zavesti. V psihologiji imenujejo, pravijo temu tudi višji jaz ali transpersonalni jaz ali nadjaz, pravi jaz. V jeziku večne modrosti na vzhodu pravijo temu puruša ali atman. Tako za vsakdanjo rabo pa lahko rečemo temu duša in jedro duše je duh. In ravno zato, ker je ta iskra zavesti, kot sem prej rekla, položena nam ob rojstvu v našo vzibelko, tako rekoč, je v nas to hrepenenje, da bi in potreba, da bi zaživeli iz tega. In recimo na duhovni univerzi se nam zdi, da postaja ta trikotnik naših telesnih potreb, temu, da znamo prisluhniti svoje telesne inteligenci, potem razuma, ki postaja ustrezno umirjen in naravnan, popoln šele zares, ko dodamo tudi to razsežnost duše. Temu posvečamo svoj prostor in čas z meditacijo. Recimo, da je meditacija en tak postopek, preprost, enostaven, s pomočjo katerega vodimo svojo pozornost, svojo zavest navznoter do finejših ravni samega sebe. Naš razum se umiri, tista opica, ki skače sem in tja, se ustavi ob eni banani, recimo. Ne? In ko se naš razum umiri, začenja počasi postajati prevodnik nečesa finega, tiste notranje luči, ki je v nas. Poglejte, duhovna univerza upisuje ravno pod tem naslovom zaživeti drugače v ravnovesju telesa, uma in duha v novletnik. Res je. Vsako leto želimo nekaj izpostaviti. In do zdaj se nam je zdela zelo pomembna duhovna pot kot en proces in človek na tej poti kot iskalec tega presežnega v sebi. In ne samo, da najdemo to presežno, ampak tudi, da zaživimo iz teh svojih potencialov. Letos pa postajamo, s časom, pa postajamo vedno bolj praktični. Kot da tudi čas to prinaša ne samo priti v stik s tem v sebi, ampak te potenciale izraziti tukaj. Recimo, ko gre za telo, tisto, čemur se posvečamo na duhovni univerzi, imamo namreč več teles, ne gre samo za fizično telo, tudi finejše, bioenergijsko ali etersko telo, astralno telo, prek katerega delujejo naše čustva, občutki, želje, tudi mentalno telo, skozi katerega se izražajo naše misli. In naučimo se vaj določenih postopkov, s katerimi prefiniti, harmonizirati svoje telesa. Recimo, dostikrat napetosti, ki jih imamo čisto na fizični ravni, izhajajo bodisi iz čustvenih neravnovesij, tudi iz napačnih predstav, iz določenih frustracij, ki jih imamo. In s pomočjo določenih energijskih vaj lahko sprostimo te strese, vzpostavimo boljše energijske pretoke po nadijih, po meridijanih, skozi energijska središča, ki jim na vzhodu pravijo čakre. In to deluje potem blagodejno, ne samo na naše telesno počutje, ampak tudi na nas psihično in celostno. Pomeni zelo praktično. Zelo. In kako bodo izgledala potem ta srečanja? Malo ste že omenili meditacijo, potem energetske vaje. Na vsakem srečanju, vedno, ko pridemo, ljudje pridejo nekateri iz službe, nekateri iz poti, so tudi taki, ki se vozijo naprimer v Ljubljano, ne samo iz Kranja, ampak tudi iz Sežane, iz Celja in tako naprej. Od daleč se pripeljajo enkrat na teden, recimo za tisti skupni večer, ker se tako zelo napolnijo baterije. In vedno se najprej uglasimo, vedno imamo najprej vaje za razbremenitev napetosti, za vzpostavitev gladkega energijskega pretoka, že to deluje izredno sproščujoče, za poživitev, za aktivacijo določenih
določenih pretokov. Vse to kot uvod potem v meditacijo, ki se učimo v bistvu skozi proces globinskega sproščanja. To je nekaj krasnega že na samem začetku in marsikdo pravi, da ni vedel, da je to tako enostavno. Res, skozi 10-15 minut globinskega sproščanja, skozi srečanje v srečanje se naučimo potem tudi celovite meditacije, zares znati vzpostaviti stik z dušo, duhom v sebi. In potem imamo tukaj določeno temo. Teme, ki nam razkrivajo nas same. Pač začnemo s tistim večnim vprašanjem filozofov, spoznati samega sebe. To, kar je pisalo v delu. Spoznaš samega sebe, poznaš v svet, ne? Ja, si na nek način kot vesolje v malem. In tako, kako nas vidi večna modrost kot sožitje, nek spoj dveh polov, materialnega in duhovnega. V kakšnem ravnovesju sta ta dva pola, kje sem tukaj jaz. In potem, zakaj tega ne vem, ne prepoznavam pravzaprav, če je to res, da sem v svojem bistvu duša in razkrasen in radosten in harmoničen v sebi, zakaj tega ne občutim bolj pogosto? Meni se zdi to zelo pomembno vprašanje. Čisto konkretno, ne? Zelo konkretno. Potem imamo razne vaje, tudi uporabljamo različne tehnike imaginacije, vizualizacije, poleg meditacije, s pomočjo katerih raziskujemo različne vidike nas samih. In ravno zadnjič mi je en slušatelj rekel, kako se mu zdi to krasno, da smo štartali na tak način spoznati sebe, tako kot raziskovanje neke neznane dežele. Čeprav lahko že ogromno preberemo in tudi vemo in si mislimo, da vemo o tem, kakšni da smo in kako delujemo, ampak da stopimo skupaj na to pot samoraziskovanja. In tudi spreminjanja, spreminjanja na bolje. To pa gre tako z roko v roki in tako nekako, bi rekla, naravno in nalahno, kot se nežno odpira cvetek. Ni zato neke take, oziroma kakor pri kom, pri kom so te spremembe tudi točno tako v obliki uvida, bi rekla, da zorimo na različne načine, da kdo bolj tako kot jabolko, naprimer, ali kakšen sadež, ki počasi se raste, dozoreva in potem v nekem trenutku je zrel in tako lahko ga utrgamo ali pa pade in neko spoznanje, da to je prava stvar zame, tukaj sem. Nekdo drug, mogoče bolj tako kakšen listek na vetru, ko se kar počasi mora priti nek listič kot neka spodbuda od zunaj, nek vetrič. Nek vetrič mora priti, da tisti listek počasi se odlepi in zapleše. Različno. Barbara, kako pa izgledajo vaša srečanja? Enkrat tedensko? Enkrat tedensko, ob ponedeljkih in najverjetneje bo to tudi ob sredah, ker je ponedeljkova skupina praktično že polna, od 5:30 zvečer, tam nekje do 8, malo čez 8. Po tem skupnem uglaševanju, energijskem in meditativnem in določeni temi je vedno pogovor. Sicer bi si želeli, da bi bilo še več časa za te pogovore, ker najprej smo sicer malo plahi, potem pa vidim potrebo, ljudje si želijo nek krog somišljenikov. In krasno je, ko ga najdejo. Na duhovni univerzi res pridemo skupaj, najprej se mi mogoče zdi, da je samcat, ki razmišlja drugače, ki se tako počuti, ki nekaj išče in mu recimo prijateljice rečejo njemu ali njej, pa kaj se ti greš, pa kaj bi sploh rada, pa saj vse imaš, poglej, saj ti zdravje služi, pa osebno življenje, pa do neke mere, saj bi se dalo še kaj narediti, ampak kaj bi sploh rada. V tem krogu, ko se dobimo, se pa pogovarjamo, najdemo skupaj, prav neko tako prijateljska skupnost nastaja. Občutek varnosti, bi rekla. Tudi občutek varnosti, zaupanja in tega, da je nekaj, kar si delimo. Mislim, da je to zelo dragoceno, da vidiš, da hodiš po neki poti, na kateri nisi sam in da nisi nič poseben, nič ekstra, da je vse v redu s tabo, da je še veliko takih.
Poglejte, Barbara, marsikdo verjetno pride zato, ker mu pove prijatelj, morda kakšen družinski član, ne vem, brat pošlje sestro ali obratno, kaj podobnega. To se pravi nekje iz nekega fonda, če lahko uporabim pravzaprav dosti tako običajno besedo, recimo, da ljudje prihajajo. Po drugi strani, tako, ki že imajo izkušnje, ki že vedo, ki jim je že jasno, ki pravzaprav že imajo tudi določena pričakovanja, ki že vedo, da bodo meditirali, da skratka, kaj se dogaja. Po drugi strani pa najbrž prihajajo ljudje, ki to doživijo kot morda nek impuls po nečem novim, in za te pa imate brezplačna predavanja, kaj ne? Absolutno, in poleg teh brezplačnih predavanj imamo za vse, za tiste, ki že vejo, kaj hočejo, tako so rekli, eni hočejo sistematično znanje. Nekaj je, po čemer Duhovna univerza že 23 let delujemo v Sloveniji, in včasih so rekli, če kje nekoga, ki ga zanima bolj to področje duhovnosti, če kje najti vse res sistematično, potem je vaš naslov pravi, iz tradiciji modrosti vzhoda do ezoterike, do pogovora o vsakdanjih stvarih v luči osvetljenja z nekim globljim razumevanjem, vse to najdejo pri nas. Nekateri pridejo, ravno danes sem gledala, kaj so napisali te minuli slušatelji prvega letnika, recimo, ki grejo zdaj naprej v drugega. Prišla je, recimo, da se nauči meditirati. Enostavno. Zaradi meditacije je izredno zadovoljna. Ni vedela, da bo dobila še toliko ostalega. In obstala na duhovni univerzi. In obstala. Potem so pa tudi taki, ki si želijo vzeti nek čas, in zaradi tega jim na začetku ponujamo, zdaj že nekaj let pravzaprav vidimo, da je to zelo ljudem dragoceno. Mislim, ta občutek svobode, da jo imaš, ko nekam prideš, da lahko najprej malo sprobaš, a ti paše ali ti ne paše, in se potem odločiš. Tako da je kot dvomesečen poskusni rok, da vsak, ki pride, se upiše, recimo lahko za 2 meseca, v teh 2 mesecih vidi, kako potekajo srečanja, ali mu to ustreza ali ne. V tem času imamo tudi en bivalni seminar posvečen meditaciji, ker poleg teh tedenskih večerov, enkrat zvečer, ponedeljek ali sreda, gremo 2-krat na leto nekam za konec tedna, od petka popoldne do nedelje, do kosila. In zato, da se malo umaknemo iz tega vsakdanjega ritma in se bolj posvetimo sebi, določenim vsebinam. In ravno v teh prvih 2 mesecih, zdaj, ko štartamo 15. oktobra, v bistvu s prvim srečanjem do novega leta, je že prvi bivalni seminar namenjen učenju meditacije. Tako da po teh 2 mesecih lahko nekdo presodi, bi želel nadaljevati, je to, ali pa brez problema odstopi. No, in zdaj bi še rada povabila na ta brezplačna predavanja. Torej eno je že bilo, prvo, ki bo naslednje, je v sredo 10. oktobra ob 18. uri in seveda tema, o kateri sva govorili danes, zaživeti drugače. To bo v knjižnici Bežigrad na Einspielerjevi 1. Potem bo pa tudi brezplačno predavanje v knjižnici Otona Župančiča na Kersnikovi 2, v torek, 2. oktobra ob 18. uri. To je pa predavanje Možgani in zavest. Vstop na te dogodke je prost. Kaj bi pravzaprav še lahko rekli čisto na kratko? Ali so kakšne omejitve mogoče, kaj pa recimo svetovni nazor? Ali pa starost? Ali kaj takega? Čisto na kratko še. To, na kar smo res ponosni, je, da svetovni nazor ni nobena omejitev. Neka širina razuma, začeli smo s tem, kako pomembno je naše mišljenje. In tisto, kar tudi naši slušatelji prepoznavajo kot vrednoto, je, da na pravilen način ovrednotimo duhovnost, da to ni znotraj nekih ozkih konceptov, nekih totalitarizmov, takšnih ali drugačnih, ampak je v tem neka širina. In smo odprti za vsakršno filozofsko ali svetovno nazorno mnenje. Vsak bo tukaj lahko obogatil samega sebe. Starost, Duhovna univerza je šola za odrasle ljudi, 21 let in več, zaželena je zaključena srednja šola. In predvsem tisto bistveno, da človek čuti v sebi, da bi si želel zaživeti drugače, kot neko
fin občutek, lahko v srcu, lahko tudi v glavi pravzaprav, da bi si želel razjasniti ene stvari v zvezi s sabo, z določenimi stvarmi v življenju, določenimi zakonitostmi, karma, reinkarnacija. Vabljeni. In na duhovni univerzi dobi pomoč, dobi vodnike. Recimo, tako je. Ja, hvala lepa, Barbara. Enako. In seveda, spoštovane gospe in gospodje, če vas to vrstna tema zanima, seveda, duhovna univerza je odprla vrata. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala.